Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, prav lepo pozdravljeni iz studia televizije VTV, vaše televizije Velenje in seveda oddaje Najviža. Prvič sem z vami to sezono in povem vas, da sem vas že pošteno pogrešala, dragi gledalci in gledalke, pa ne le vas, ampak tudi odlično narodno zabavno glasbo. Obljubljam vam, da bo danes v naši oddaji Na pretek, saj so z nami odlični glasbeni gostje, ansambel Glas, in uvodoma nam bodo zaigrali en tak čudovit valček s pomenljivim naslovom Človek do ljudi. Ostanite v naši družbi, fletno bo, dobrodošli. Življenje ima vprašanj, s prijateljem pravim premagaš vsak dan. Se najde nekdo za tvoje skrbi, ki v dobrem in slabem ob tebi stoji. Priznaš mu lahko, kako je težko, a šel stran od tebe nikoli ne bo. Ti briše solzi, saj sam dobro ve, kako to boli, če je strto srce. Ljubil se ljudi, da jim videti, da v tvojem srcu mesto je spravljeno za prijatelje. Bodi človek le človek do ljudi, mar ni lepše, če se dobro vračati. Morda se ti zdi, da tega več ni, da vsak na tem svetu le zase živi. A lepše je, če boš srečo delil, se lepih prijetnih stvari veselil. Ljubil se ljudi, da jim videti, da v tvojem srcu mesto je spravljeno za prijatelje. Bodi človek le človek do ljudi, mar ni lepše, če se dobro vračati. Človek le človek do ljudi, mar ni lepše, če se dobro vračati. Mar ni lepše, če se dobro vračati.
Torej je bil zares en tak čudovit glasbeni uvod v četrtkovo oddajo Najviža in ja. Lepo je, kadar ima človek pravega prijatelja ob sebi, kadar hodimo z ramo v brami in smo človek človeku. Dobrodošli, ansambel Glas v naši družbi nocojšnji. Dobrodošli tudi. Dobro večer. Kako ste? Kako se počutite v naši družbi? Odlično, kot vedno. To je zelo lepo slišati. Načeloma pa tudi vaš ansambel, nekje sem prebrala, seveda druži prijateljstvo in pa ljubezen do glasbe. Je tako? Tako je, tako vedno je bilo in tako bo. Kaj vam pa sicer v življenju pomeni prijateljstvo, glede na skladbo, ki smo jo zdaj slišali, verjetno? Ja, da si pomagamo, drug drugemu. Pripisujete temu kar pomemben. Tako, pomembno pač pomen tega, no. Kaj pa v teh malo bolj zahtevnih časih se vam zdi, da si ljudje še znamo med seboj pomagati? V skrajnem primeru še, ja. Drugače pa že bolj tak zgleda, bolj vsak za sebe, ne, ampak vsi pa skušamo še ob najtežjih. No, to je lepo slišati. Torej, vaš ansambel je en tak živ dokaz za to. No, z menoj so Ivan, pa Tone, pa Žiga in Rok. Prihajate iz Reč, na sceni ste že vse od leta 2011, mislim, da, ampak v takšni zasedbi, kot ste nocoj v našem studiu, pa igrate od leta 2014. Ja, drži. Nazadnje se nam je pridružil naš Ivan, to je leta 2014, da že imamo kar skoraj 8 let polnih v taki isti zasedbi, kar je zelo lepo. Lepa doba za današnje razmere, danes se zelo veliko ansamblov nekaj menjuje, tako da mi smo dejansko zelo veseli, no, da smo se našli, da isto razmišljamo, da imamo neke iste poglede v glasbi, tako da to tudi dokazuje teh 8 let že v istem sestavu. Zagotovo. Sicer pa me v bistvu zanima, kdo vas je navdušil sploh za glasbo? Mogoče odkje ta ideja, da ustanovite ansambel, če se malo gremo tja v začetke. V začetkih bi več lahko povedala Rok pa Žiga. Ona dva sta v bistvu začetnika ansambla Glas. V bistvu sta bila že sošolca iz osnovne šole oziroma že iz vrtca. Midva sva se pridružila naknadno. Potem pa preusmeri mikrofon. No, recimo. Da te razbremenim. Evo, v začetkih mogoče besedica ali dve. Ja, sej, od začetka smo začela najprej z Rokom, no. Smo bili v osnovni šoli, že nek ansambel, malo, že tudi družinsko imamo, malo oče je igral v kvintetu, tako da. Pa se iz tega pa pol neko smo poslušali to glasbo, radi imamo to glasbo, ne, in smo neko to petje, pa to smo uživali in smo se nekako torej na nek način tudi po stopinjah svojih staršev, ne, ki so ponavadi najboljši in dober vzor. No, vaše vodilo na spletni strani je: kdor srcu sledi, nikdar zgrešil ne bo poti. Jaz se s tem popolnoma strinjam, ampak včasih je pa prav srce tisto, ne, ko nas pa tudi kam zapelje, pa smo potem malo razočarani. Včasih je treba tudi razum verjetno malo uporabljati. Ali kako je to pri vas? Odvisno od situacije. Sigurno je srce tisto, ki te nekam vodi. Bi pa rekel to, da je vedno moraš iti naprej. Se pravi, ne glede na to, a so vzponi ali so padci, se moraš pobrati, pa iti naprej. To je tisto, recimo, ta naslov, kdor srcu sledi, da razgreši ne bo poti. Pač treba slediti nekim svojim ciljem. Če imaš to željo, pa če vztrajaš pri tem, bi se lahko v najboljših razmerah tudi uresničilo. Točno tako. Lepo smo začeli današnjo oddajo s takimi modrimi mislimi. Upam, da jih bodo tudi gledalci vzeli za svoje in kaj od tega upoštevali. Zdajle pa predlagam, da nadaljujemo z glasbo in seveda bomo v nadaljevanju še veliko zanimivega povedali, tako da gledalci, prosim, če ostanete v naši družbi, ker zagotovo vam ne bo dolgčas. No, zdajle pa sledi ena taka krasna skladba, posvečena pravzaprav naši lepi zeleni Sloveniji. Srečno, mlada Slovenija in ansambel Glas. Srečno, mlada Slovenija. Pride čas, ko vino dozori, ko se v polnih sodi zaiskri. Pride čas, ko odide fant na vas, ko deklitu zažari obraz. Pride čas, ko ptica poleti, ko domače gnezdo zapusti. Pride čas,
Svitev dozori, ko se zlatoklasje zablesti. Srečno mlada Slovenija, Slovenec in Slovenka, tebi vdano nazdravljamo, naša lepa mladenka. Vse najlepše prijatelji, naj zazveni zdravica. Slovenija, Slovenija, srečna bodi ti. Oj, ladje, fantje in možje, oj, ladje, dekleta in žene, oj, ladje, jutro se budi, mlada se nam Slovenija rodi. Pride čas, ko vzide svetel dan, ki je lepši od stoletnih sanj. Pride čas, ko želje dozori, ki smo zibali dan za dnem. Srečno mlada Slovenija, Slovenec in Slovenka, tebi vdano nazdravljamo, naša lepa mladenka. Vse najlepše prijatelji, naj zazveni zdravica. Slovenija, Slovenija, srečna bodi ti. Oj, ladje, fantje in možje, oj, ladje, dekleta in žene, oj, ladje, jutro se budi, mlada se nam Slovenija rodi. Tako, še vedno ste v družbi oddaje Najviža, kjer seveda ste danes lahko priča odlični narodno-zabavni glasbi, pa ne samo danes, tudi sicer. In sodeč po pravkar slišani skladbi so moji današnji gostje, ansambel Glas, veliki domoljubi. Je tako? Glede na skladbo, ki je taka res lepa, v čast naši Sloveniji, ne? Za kak namen je nastala? Taka znana je, ne? Vsi jo pravzaprav si požvižgavamo, kdaj pa kdaj. Ja, to je ena znana voditeljica dala pobudo za tole skladbico, za eno posebno oddajo, kjer smo gostili skupaj z Andrejem Bergantom in takrat smo tole skladbico posneli. Gospa Darja, gospodič, nazaj gospa, ne? Seveda, gospa Darja je to si zaželela in smo to tudi uresničili. Kaj se pa tiče domoljubnosti, pa seveda smo sploh, mi fantje Glasa, ansambla Glas, res domoljubni, zato ker izviramo iz takih podeželja, takih krajev, ki so res zeleni, pa lepi, vinogradi, gozdovi, domačije in na to tudi nekaj damo. Pravzaprav ste iz Reč, ampak ni čisto tako, ne? Ti si, če imam pravi podatek, nekje iz Maribora, ne? Štajerc? Ja, okolica Maribora. Pa Korošca vem, da imate tudi v ansamblu. Korošec, Toni, pa to seveda z Reče, Skomarje. Vsi smo malo bolj po deželju oziroma po hribovitem svetu. In glede na to, da še čas dopustov ni tako daleč za nami, poletje, pravzaprav mesec, dva recimo, a ste dopustovali tudi v Sloveniji, v naši deželi? Kar pošteno povejte. Smo, seveda, ja. Tudi. Tudi med drugim, ne? Tudi med drugim, ja. Tudi pač gremo v našim sosedom radi, tudi tam je lepo. Točno tako. Ampak povsod je lepo, doma je pa najlepše, ne? To pa drži. Da smo še malo aktualni, glede na to, da je bila to taka skoraj domoljubna pesem, mimo grede, ne, odlična pobuda znane voditeljice in zelo dobra skladba. Me zanima, glede na to, da so v nedeljo tudi volitve, ne, kako ste pa s politiko? Jaz je ne maram sploh. Še kako drugo vprašanje? Torej, mi delamo za ljudi, ni važno nič drugega kot za vse ljudi odprtega in dobrega srca, verjetno, ne?
Ja, točno to je. Jaz mislim, da mi se z politiko ukvarjamo toliko, koliko pač rabimo, koliko smo od nje odvisni, pa ostalo pa so tam ljudje tisti, ki o tem odločajo. Točno tako. Ampak smo pa odgovorni državljani, ne? Šli bomo pa voliti. To pa res, ja. In ja, tako po žensko, ne? Meni je bil naš dosedanji predsednik, Instagram predsednik Pahor kar všeč, ne? Verjetno se bodo punce strinjale z menoj. Ne nazadnje, maneken, slikati se zna dobro, ne? Zna se postaviti pred objektiv. Mislite, da bo tudi nov predsednik ali predsednica tako nadarjena? Če bo tak face fund, če bo. Zna biti, da bo, upam, no. Da bo tudi punce imele kot tega. Tako. Hvala za to. Zdaj pa nadaljujemo. Pogledali si bomo namreč en vaš videospot, ki je nastal že nekaj časa nazaj, pa bomo potem kakšno več rekli o njem. Zdaj si ga pa le privoščimo. Čudovit naslov ima, mimogrede, Če ti bi hotela. Postav ljubezni tvoj bi tat je eden izmed verzov, tako da se prav veselim te nadaljne razprave. Ansambl Glas, vi pa uživajte v poslušanju. Seštevam poglede in lepe besede, je vidno enak rezultat. Če ti bi hotela, če ti bi želela, postav ljubezni bi tvoj je tat. Ko vidim te z drugim, si vidno obljubim, da zbrisal te bom iz srca. Če ti bi hotela, če ti bi želela, lahko bi moje dekle bila. Rad bi verjel, da čutiš tako kot jaz, da sreča meni prezrla. Rad bi verjel, da pride tisti čas, ko mi boš odprla srce. Čeprav ni pošteno, želim si leno, da njemu lahko bi te vzel. Če ti bi hotela, če ti bi želela, le za sebi te imel. Rad bi verjel, da čutiš tako kot jaz, da sreča meni prezrla. Rad bi verjel, da pride tisti čas, ko mi boš odprla srce. Rad bi verjel, da pride tisti čas, ko mi boš odprla srce. Ko mi boš odprla srce. Dragi prijatelji narodno-zabavne glasbe, mi se imamo tukaj v studiu zelo, zelo fletno, a ne da fantje, da je lušno? Normalno. Normalno. Na VTV je vedno.
In tole je bila ena taka spet zelo romantična skladba. Pa me v bistvu zanima, ne, kako vi, zdaj so se verjetno vse gledalke raznežile, ne, kako vi upravite z oboževalkami? Na lep način. Kako spretno, ta je malo politika, po mojem. Ne, pustimo politiko. Pač ne piješ kave. Ok. Predvidevam, da imate vsi družine, ne, in verjetno je to usklajevanje, ne, z veliko nastopi pa družinskim življenjem včasih kar izziv. Ali vi to uspešno obvladujete? Kako kot oboževalke? Sigurno, da zaenkrat uspešno, pa tudi tako bo tudi naprej. Ja, včasih je res kar naporno. Ne dvomimo sploh. Včasih je kar naporno, glede na tempo, sploh poleti, ko je poletna sezona, špilov, ohceti, veselici in tega. Je kar naporno, smo zelo malo doma, pa še službe vsi zraven, tako da dejansko morajo partnerke kar pošteno razumeti to. Tako da je kar... Včasih je kar pestro. Lepo. Kako pa preživljate prosti čas, recimo, kadar niste na odru, kaj počnete, kako se družite, recimo, verjetno tudi med seboj kdaj, ne, če vas pravzaprav taka prijateljska vest tudi združuje? Tudi, vendar bom tako rekel, da smo toliko od doma, da smo, ko imamo prosti čas, smo skoraj najraje doma v svojih družinah. To je šele lepo slišati, ne, take fante punce rabimo. Kaj pa službe? Verjetno ima tudi vsak poleg nastopov in glasbe še svojo službo redno? Tako je, ja. S čim se pa ukvarjate? A sem lahko malo po žensko radovedna nocoj? Ja, jaz sem v enem podjetju, podjetje Neurot, akustik za slušne aparate. Aha, zelo zanimiv poklic. To pač svetujem jim, ja, pa prodaja pa to. Kaj pa ostali člani? Ostali pa... A boš kar ti povedal, ali se moram sprehoditi? Ne, kar sami. No pa ne kar sami, kaj pa ti počneš sicer? Jaz sem strojni inženir, imam svoje podjetje, pa se ukvarjamo z raznimi obnovami strojgradnje, tako da je kar pestro. Super, torej podjeten fant. Kaj pa Ivan? Jaz pa sem podjetje, ki se ukvarja s telekomunikacijami. To je hčerinsko podjetje Telekoma, GVO, tudi že 7 leto. Tako da uspešno podjetje. Super. Potem imamo pa še našega nasmejanega Roka, ki menda zelo obvlada šale, ne bomo kasneje preverili. Rok, kaj pa ti sicer počneš v prostem času? Jaz sem pa že od vsega začetka v podjetju Probit Slovenskih Konjicah, kjer sem računalniški programer. Računalniški programer. Torej, sama perspektiva je v vašem ansamblu iz vseh strani. In ja, nekaj EPP-ja je bilo zdaj to za vaša podjetja, ne, tako da jutri dodatek, prosim, preplači za naše fante in ansambl Glas. No, če pa slučajno, ne, kdaj žene pa partnerke godrnjajo in pa verjetno posredujete tole še vedno lepa si, pa so spet na vaši strani tako in se stopijo, ne. Jaz bi se že verjetno. Tako da predlagam, no, da se zdajle spet selimo v glasbi in prisluhnemo temu zares čudovitemu valčku, ki zdajle sledi. Jaz mislim, da naslov vse pove. Tako da, dragi možje, zganjajte romantiko tudi vi doma, malo objemite svoje žene in si naredite še lepši četrtkov večer. Mi si ga bomo tudi tukaj v studiu z odlično glasbo naših nocojšnjih gostov, ansambl Glas in torej še vedno lepa si. Še vedno lepa si, še vedno ti v očeh, je ista sreča, isti smeh kot pred leti, ko sva vzela se. Še vedno ti dlani so tople kot nekoč, še vedno nama je lepo kot pred leti je bilo. Sem sam doma, je prazno, pusto vse, še vedno čakam te, težko kot pred leti, ko sva vzela se. Še vedno lepa si in za
kot vse dni. Za leta vsa ti rečem še, da mi pomeniš vse. Vem, draga, vse mine in gre med spomine, le moja ljubezen za tebe živi. Nikoli, nikoli me ti ne zapusti, brez tebe na svetu živeti mi ni. Na najino pot si cvetje nasula, vsak dan ga zalivaš, da ne oveni. Še vedno ljubezen živi. Na najino pot si cvetje nasula, še vedno ljubezen živi. Še vedno ljubezen živi in ja, ljubezen svet vrti, pravijo. Z menoj v studiu seveda še vedno odlični glasbeni gostje. Zanima me, kaj raje igrate, če vas vprašam, polka ali valček? Ali pa kaj Veš, bolj da se to- značilno mogoče za... Veš, da se to z leti spreminja, sem jaz opazil. Jaz sem en čas ful rad valčke pel, pa smo vsi se jokali. Pa. Zdaj pa mi vedno bolj polke paše, ne vem zakaj, ali sem vedno bolj nor, vedno bolj star, vedno bolj nor, ne vem. Ampak res, ampak če je dobra pesem, je vsaka dobra. Se pravi, da je s pravo noto to napisano, da gre skupaj besedilo z glasbo, bolj ni pomembno, ali je to hitra ali počasna. V glavnem, da je prava izvedba. Kaj pa avtorji, s katerimi sodelujete? Malo sem tudi sama pobrskala, pa sem videla, Ivan, ti si eden izmed tistih, ki veliko skladb tudi skomponira, pa videla sem Šolinc, pa Sivec, pa Tri pikice. Sami priznani avtorji, ne? Ja, tudi sami se probamo izzvati na tem področju. Imamo nekaj svojih skladbic, ki smo avtorji ansambla Glas, člani. Na to smo tudi zelo ponosni. Seveda pa sodelujemo z takimi, ki vedo, kako se temu streže. In iščemo tudi mlade, vsi mladi, sploh pesniki, vabljeni, da nas pocukate za rokav, pa rečete, mi imamo eno lepo skladbico, pa bomo zelo, zelo veseli. Zelo lepo, da tudi to podpirate. Sicer pa inspiracije za skladbe, no recimo, od kje jih ti črpaš? Iz vsakdanjega življenja, iz izkušenj? Ja, to si težko si nekako zmisliš neko zadevo. Po mojem, vsak avtor nekaj nosi tisto, kaj pač ustvari. In tudi pri meni je tako, da vse stvari, ki pač jih probam narediti, je to v zadju neka zgodba. Če ne moja, pa vse od mojega bližnjega prijatelja ali pa znanca ali pa družinskega člana. Je lažje se poistovetiti s to zgodbo, kot pa je to, ki je nekje pač zapisano. Kaj pa festivalski nastopi? Niso vam tuji, a ne? Ja, kar nekaj festivalskih nastopov imamo za nami. Tudi večji, kot so Vurberg, potem tudi Slovenska polka in valček. Smo bili deležni zmage 2017. leta. Ja, vsak festival je nam nekaj dal in smo tudi pripravljeni v prihodnosti udeležiti kakšnega takšnega, ki nam bo všeč. To je bilo že kar moje naslednje vprašanje, super si to povedal. Torej od vaše veliko pričakujemo tudi v prihodnje. Zdaj me pa zanima, a pri vas doma je vedno veselo? Pri nas doma je Večino vedno... časa verjetno, Ne bom se zlagal, ni vedno veselo. Sploh, če imaš majhne otroke,
ti vzamejo kar dost energije. Ampak na koncu, če so otroci veseli, pa če je mama vesela, pa smo vsi veseli. Pošteno, pošteno. Zdaj le bomo prisluhnili vaši polki. Veselje je pri nas doma. Vi si ga pa tudi naredite doma, kajti smeh je pol zdravja in mi si želimo, da vam rišemo nasmehe na obraze tudi z našo oddajo. Prepustite se torej odlični narodno-zabavni glasbi. Veselje je pri nas doma, ko zaigra harmonika in očka pride iz kleti, majolka polna se smeji. Le kaj bi mi brez muzike, domače žlahtne kapljice, bo kdaj tako lepo živi, nam dolgo vrsto let. Veselje je pri nas doma, ko mamca kruh na mizo da, ko pridejo prijatelji in pesem fantovska zveni. Le kaj bi ne prepevali, le kaj veseli bi ne bili, bo kdaj tako lepo živit, nam dolgo vrsto let. Pri nas doma, ko zaigra harmonika in očka pride iz kleti, majolka polna se smeji. Dajmo še enkrat zapet, kolikor kapljic, toliko let. Za srečo več od tega treba ni in s pesmijo še bolj se pomnoži. Spremlja me na vseh poteh, riše na obraz nasmeh. Spomini so te lepe ulice, toplina, ki ogreje mi srce. Spremlja me na vseh poteh, riše na obraz nasmeh. Spomini so te lepe ulice, toplina, ki ogreje mi srce. Pozitivno in dobre volje nadaljujemo. Jaz pa se bom zdajle sprehodila do našega Roka, ki se skozi tako lepo na smeh drži. Rok, pri vas je pa zagotovo doma vedno veselo, ne da? Veselo, lušno, ja, tako da je kar res veselje doma. Ja, krasno. Sploh, ko mama da kruh na mizo, pa ko ata prinese liter majolko, pa... To je to, ne? To je to, tako. Ja, povedali so mi, no, ne, bom poštena, nekje sem zasledila in prebrala, da si ti ta glavni za vice v vašem ansamblu. Cel kolaž vicev si stresel z rokava nekje. Ja, v bistvu, z vice je začel naš Ivan, on obožuje vice, ne, in on jih tako lepo pripoveduje. Torej, vidva z Ivanom sta tako talentirana in zato nadarjena. Včasih kak duet udarma. Bota pa vsak enega povedala, ni problema. Tako, drugače pa ja, v Konjiških novicah, prejšnji teden, tako sem jih enih par povedal, stresel z rokava, tako da tisti, ki... A bo zdaj z nami enega delil? A da bi enega? Ja, a tega iz tistih? Koliko jih je toliko, da sem že pozabil, katero sem povedal. Je navihan tale vaš Rok? No, lahko povem, ja, je bil enkrat Janezek v šoli, Janezek še zdaj verjetno v šoli, že odkar obstaja, ne. Pa ga učiteljica vpraša, Janezek, koliko žarnic imam jaz pri sebi? Pa ima tam eno na mizi, vidi, pa reče eno. Pa reče učiteljica, narobe, eno imam v žepu, 2. Pa mine nekaj časa, Janezek dobi popravni izpit, pa zopet vpraša učiteljica, Janezek, koliko vam pa danes je žarnic? Pa
Pa reče 2. Pa reče učiteljica narobe. Samo eno imam. Je rekel, ne, danes vam pa jaz eno v žepu. Bravo, bravo, moj poklon, velik bravo in verjamem, da smo zdaj nasmejali tudi naše gledalce. Ivano bom pa, zdaj mu bom prizanesla, bom pa poiskala kakšen drug izziv zanj, prav? Torej, Rok nas je tako simpatično nasmejal, ampak vmes so bili pa ti koronski časi, ko pa verjetno tudi ni bilo vsak dan vsem nam za smeha. Kako ste jih vi prebrodili? Ja, večinoma časa z družino, vsak svoje, no. Drugače pa smo se tudi slišali, smo kaj tudi igrali, kar se tiče prek tega spletnih strani, pa to. Pa je minalo. Na nek način ima vsaka slaba situacija tudi kaj dobrega. Čas z družino je tudi lep, družina se še bolj poveže, vzamemo si čas drug za drugega. Ampak pošteno je bilo pa verjetno tudi lušno malo nazaj na vodo, a ne? Pa med ljudi pa tako. Ti smo vedno pa še iti malo. Ok, nastopate marsikje, prej smo že razčistili, da vam niso tuji festivalski nastopi, da si še v prihodnje od vas tudi kakšnega obetamo. Sicer pa verjetno tudi poroke, kakšne gasilske veselice, dolg čas vam zagotovo ni? Tako, ja, v poletni sezoni večinoma smo na porokah, letos smo tudi kar nekaj parov poročili, tako da smo zelo veseli vsem, ki nam zaupajo in takole ponavadi samo res lušno od jutra do jutra. Potem pa seveda tudi na veselicah, kjer se poje, pleše, igra tudi do jutranjih ur. Zdaj v zimski sezoni pa različna praznovanja, pa si nas zelo zaželi tudi taka različna presenečenja, hodimo veliko takole za kakšne 2 urci, da malo zapojemo, se malo poveselimo, tako da lušno se imamo. Lušno se imate, jaz se zelo dobro spomnim, kako lušno smo se imeli tudi pri gasilcih od Doličen Florjan. Mislim, da smo že kakšnih 2-krat skupaj nastopali. Jaz sem si vas zelo dobro zapomnila. Naredite zelo dober žur. Rekla bi, da ste taki ta pravi kerlci, če se tako izrazim. Tudi zato, ker zdaj sledi en videospot, da si vi malo odpočijete, da boste pripravljeni na moje naslednja vprašanja, pa moje nove izzive. Bomo zdaj malo predahnili z enim videospotom. Spomnim se najo je naslov in ansambel Kerlci, jaz pa verjamem, da ste vi še večji od njih. Pod milim nebom je klopca bela, še vedno tam je, kjer sva sedela. Listje odpada, zmrzal je v kraju, vse je enako, le ni več naju. Roke so moje, kot stara cesta, nekako same gredo do mesta. Po poti tisti, kjer sva hodila, tesno objeta, mladost lovila. Spomnim se naju, kot da je zdaj, vseh tistih malih stvari za nazaj. Spomnim se naju in tvojih oči, kar sva imela, se redko zgodi. Spomnim se naju in tvojih oči, kar sva imela, se redko zgodi. V sanjah mojih so še spomini, bil vedno zame, si ti edini. Preteklost tu je, nima kam iti, pred njo ne moram ničesar skriti.
zdaj, vseh tistih malih stvari za nazaj. Spomnim se naju in tvojih oči, kar sva imela, se redko zgodi. Spomnim se naju in tvojih oči, kar sva imela, se redko zgodi. Kar sva imela, se redko zgodi. Takole, mi smo nazaj tukaj v studiu in moji gostje, moji fantje nocojšnji so si dodobra odpočili in tak dober štimung je danes v studiu, a ne da je? Lušno je, Lušno je, fajn ne da. vzdušje. No, vse to smo tudi pričakovali. Zanima me, a imate kakega glasbenega vzornika morda? Glasbenega vzornika? Ja. No, mogoče tudi na splošno v življenju, no? Bi tako rekel, da v glasbi ima vsak nekega vzornika. Vsak posameznik mogoče koga bolj, koga manj. Recimo, da nam je v tem narodno-zabavnem recimo ogromno Slaka mi preposlušamo. Lojzeta Slaka nam je kar pri srcu, sploh s kombinaciji, se pravi, s fanti, s Praprotna je naredil eno res lepo zgodbo in lepo knjigo napisal, če bi se lahko tako izrazil z glasbo. Krasno. Vi ste od vsega začetka fantje, ne, v ansamblu, pa me zanima, a ste kdaj razmišljali, ne, da bi imeli tudi pevko mogoče? Temeljit premislek. To pa nam res ni prišlo na pamet. Zakaj ne? Ker ženskami so samo težave, Ne, ker imamo res, ni vedno res. rade glavno in končno besedo, ker preveč govorimo in tako naprej. Kaj pa vem, nismo se s tem ukvarjali. Mislim, res tako je že Toni rekel, po mojem, imamo take glasbene mentore oziroma mentore v srcu. In je bolj to fantovsko petje in to nam bliže in nismo to razmišljali. Seveda imamo pa tudi v ansamblu, oziroma če lahko rečem bliže, oziroma ženo našega Roka je tudi se ukvarja z glasbo in igra v družinskem ansamblu Strauss. Tako da smo tudi na nek način z glasbo povezani z našimi damami. Ne? Super, super, pa smo spet ne, pri Roku, zato je pa pri njemu tako veselo, ne, ker sta oba strogo v glasbi in muzikantje veljate za take vesele, nasmejane, vedno nasmejane ljudi. Kaj pa vaše vloge v ansamblu? Imate kaj razdeljeno? Kdo skrbi za promocijo, kdo se dogovarja za nastope in tako naprej? Nekaj malega imamo razdeljeno. Naš Rok ogromno skrbi za špile, da so vsi porihtani za naše koledarje, da vemo, kdaj pa kje moramo biti. Drugače se vsi si pomagamo, dejansko, kolikor je le možno, da si pomagamo. Če eden ne more, lahko drugi nekaj naredi, drugače neke specifične vloge nimamo. Vsak ve, zakaj je v ansamblu, skupaj se imamo fajn, tako da ko pridemo skupaj, točno vemo, kdo mora kaj prijetno. A ste vedno v nošah? Vam veliko pomeni? Spimo ne na nošah. Na nastopih sem mislila seveda. Na nastopih, ja. Na nastopih pa smo. Evo da ima smisel za humor. Ja, mislim, da nam najbolj pristaja tale noša, ker lahko marsikaj skriješ. No, pač najbolj tako se nam zdi, da smo z glasbo povezani z naravo, pa tudi tale noša se mi zdi, da je tako povezana z naravo in tole gre skup. Mislim, da so si kar fajn zamislili to Slovenci. Se strinjam. Kdor srcu sledi, je valček, ki sledi v nadaljevanju. Ena zgodba kroži okrog tega valčka, kako je nastal. Nam lahko zaupaš kaj več? Ja, to se tudi so zanimivo stvari poklople. Člani ansambla Glas imamo tudi prijatelje širom sveta. In ena taka prijateljica je Satomi, ki prihaja iz Japonske in ona je bila naš navdih za pač tole skladbico. To je baletna, uspešna baletna plesalka, ki nastopa v gledališču v Mariboru in širom po svetu.
ampak njena zgodba me je tako ganila, da je pač se borila za tole svojo vlogo v življenju. Bila je pač, vedno se je želela biti plesalka, pa to pri njih ni bilo možno. Zato je pot ponesla potem v Slovenijo, šla tu na audicijo, pa tu potem tudi uspela in sledi svojim sanjam, svojemu srcu. Tako da tudi ta zgodba nam nekako blizu. Tudi fantje slimo svojemu srcu, pa probamo čim bolj to uresničevati, pa poslušati drug drugega. Izredno, izredno lepa zgodba, taka kar presunljiva, ki res seže do srca. In zdaj bomo seveda temu valčku tudi z veseljem prisluhnili. In to je spet eno tako lepo sporočilo lahko za naše gledalce, naj verjamejo, naj sledijo svojim sanjam in naj jih torej vedno vodi srce, ne? Ker kdor srcu sledi, Zgrešil ne bo nikdar poti. še enkrat, Zgrešil ne bo nikdar poti. točno tako. Prepustimo se torej temu lepemu valčku, imejte se lepo v poslušanju, kmalu smo nazaj. Vprašam se, zakaj, vprašam se, kako, naj živim, da bo mi lepo. Naj starim tako, kot želim, da bo, ali kot mi rečejo. Včasih bil bi rad drugim všeč preveč, pa mi je težko se tako odveč. Storil bom tako, kot želim, da bo, enkrat se živi samo. Kdor srcu sledi, zgrešil ne bo nikdar poti. Tja, kjer nasmejan, bo zaužil vsak sončen dan. Kdor srcu sledi, včasih zapluje na čeri. A prav tam nekje prava se pot začne. Včasih se bojim, izgubim, priznam, vrata se lahko kdaj zapro, pa že druga vabijo. Kdor srcu sledi, zgrešil ne bo nikdar poti. Tja, kjer nasmejan, bo zaužil vsak sončen dan. Kdor srcu sledi, včasih zapluje na čeri. A prav tam nekje prava se pot začne. Srcu sledi, zgrešil nikdar ne bo poti. Kadar je družba ta prava in se imamo fajn, pač čas kar hitro teče in nič ne reče. Žiga. Tako. Eno vprašanje. Zasledila sem na vašem Facebook profilu, da ste vi tudi športni navdušenci, da ste fejst navijali za naše fante. Tako, pač radi imamo šport, radi gremo na kako tekmo, si skupaj pogledamo in navijamo. In veselo navijate. Kaj recimo tebi bliže, košarka ali odbojka? Ja, zdaj bolj košarka, no, ko imamo enega našega
tam v Ameriki, Luko Dončiča, tako da za njega najbolj, no pa za slovensko reprezentanco. Dajmo vsi kapo, ne? Dajmo Tako. vsi kapo dol, bravo, Luka, tako. Tako je. Super, no, šport je vedno prava pot tudi, a ne? In vedno znova tudi združuje vse ljudi na tem svetu, tako kot pa glasba. Res je, v športu smo, mislim, da Slovenci že večkrat dokazali, da ko je treba, podpremo naše športnike, tudi na vseh raznih tekmovanjih, imajo zelo bučno podporo na Slovencev. Takrat se še znamo res dobro združiti, pa Tako. pokazati, kako je. če se Čisto skupaj pravo, drži. enotnost, solidarnost, takrat tako. dihamo vsi za enega in eden za vse nas, a ne? Super. Kaj pa eno tako vprašanje, malo bolj drzno bom rekla, v resničnostni šov, a bi imeli dovolj poguma? Bi šel kdo, recimo? Ste razmišljali kdaj, da bi se udeležili kakšnega resničnostnega šova? To je zadnji čas zelo popularno. Mislim, da Dobro, noben na nima to take- ljubezen, to ne rabite, to ste že našli. Ne. Žiga. Ja. Bila je še sanski moški. Ja, sanski, že sanski, ampak kaj, če ni Bi mogel sanski? dve oddaje posneti. A spremljate kaj te šove? Odkrito povedano, nimamo Ja, časa. Rok zgleda, da jih, a Ja, ne? On- po naslovih. Ja, ja, tako. Je to tudi veliko. Ne, jaz mislim, da smo vsi v enem takem resničnostnem šovu v A ne, v da? svojih življenjih, tako da mislim, da imamo tu dovolj Da ne potrebujemo dovolj kakšnih šova. drugih. Najslovenska viža, če bi jo moral izstreliti iz topa, bi rekel, katera je tvoja najslovenska narodno-zabavna skladba? Čebelice. Čebelice? Tako. Ja. Jaz bi ziher rekla, brez golice ni veselice. Ampak ja. Kaj pa Ivan, recimo, katero bi pa ti izbral? Jaz se zelo rad plešem, tako da bom rekel, ne prižigaj luči. Tudi je dober izbor. Kaj pa Rok? Popotnik ansambel Lojzeta Slaka. Zelo Super. lepo sporočilo. Ja. Nam ga preneseš? Bomo mogoče kasneje vsi skupaj. Opa, smo že tam. Super, zdaj sem navdušena. Očitno ste zbrali dobro skladbo, kajti pred oddajo sem vas izvala in prosila, če bi vi meni danes tudi v živo kaj zapeli. Imam kaj šans? Lahko. Lahko? Takole bom primila mikrofon in lepo prosim, jaz se zelo veselim, verjamem, da Vse najboljše za ti, vse najboljše za ti, vse najboljše, draga Anja, vse najboljše za ti. Zdajle ste pa mene tako zelo, da sem ostala brez besed, malo mi je nerodno. Res najlepša hvala. Kdo vam je pa prišepnil, da imam jaz rojstni dan danes, da bom jaz tole potem po oddaji malo razčistila? To smo videli, vse posod to piše. Vse posod to piše. Ja, na vseh Zdaj, novicah moški pa to. z leti pridobivate, a ne? Na teži. Ne, tako pravijo, ne. Kaj pa menite, kako je pa pri ženskah? Isto. Isto. Ja, šarmantnost. Ja, to bom vzela kot kompliment. In ja, bom časla po vdaji, verjetno ste zelo žejni, ne? Ja. To pa to. Res hvala za to presenečenje, ki mi je vzelo sapo. Hvala vam, pa verjetno tudi ekipi, ki je izdala ta skrivnostni datum. Ni bila ekipa. Ni bila ekipa. No, prav, ker zagovarjajte jih. Ne, Jaz ne, imam ne. vse zelo rada, pa tudi vas imam zelo rada. Zdajle pa daj, polka sledi. Lahko rečemo še kakšno besedico ali dve morda v tej polki. Lahko, to je dejansko polka Lojzeta Slaka. Tatjana Rodošek je napisala besedilo. Mi smo se odločili že kar nekaj časa nazaj, da jo na novo posnamemo v naši izvedbi, ki smo se poskušali izvesti tako, kot je čim bolj originalno, kot je Lojze Slak iz Fanti iz Praprotna. Bi pa rekel, da smo s to polko kar zadeli. Mislim, da smo s to polko naredili en korak naprej. Pa mislim, da se je tudi, kar opažamo na samih nastopih, da se je polka kar dobro prijela, da smo jo oživeli iz naše zlate zakladnice. Komaj čakamo, da jo slišimo. Jaz, če bi imela plesalca, ne bi zdajle kar zaplesala, tako bom pa po vdaji. Lega tega humorista. Res še enkrat za to presenečenje, hvala lepa. Zdaj pa, torej, daj, ena udarna polka, če vas pete zasrbe, pa kar zaplešite. Daj, mivža, kaj odlašaš, daj, spet drago stran obračaš. Daj, dekle,
najlepša stvar, takrat ko plešeš, za vse drugo niti manj. Hitro, hitro, sebi najti pravi par, nihče se v plesu ne počuti star. Daj, mivža, kaj odlašaš, kaj spet glavo v stran obračaš. Daj, glej, dekle, že čaka, da se v polki zavrti. Okrogla polka je najlepša stvar, takrat ko plešeš, za vse drugo niti manj. Hitro, hitro, sebi najdi pravi par, nihče se v plesu ne počuti star. Tako mi se počasi bližamo koncu nocojšnje oddaje, ampak nismo še čisto tam. Zanima me, fantje, če bi imeli možnost koga, recimo od znanih slovenskih pevk ali pa pevcev, povabiti v svojo družbo za eno tako sodelovanje, recimo, koga bi izbrali? Videla sem, da ste enkrat peli skupaj z Manco Špik, oziroma ona je z vami zapela. Ja, res je. A imate kako tako željo? A ste kdaj razmišljali o kakem takem glasbenem sodelovanju, recimo? Ivan prikimava. Ivan ima idejo. Ivan ima idejo. Jaz bi se osebno želel z gospodom Alfijem Nipičem, po mojem. Bi bil en taki zreli nastop. No, Alfi Nipič večkrat menda spremlja našo oddajo, nam kdaj tudi poda kakšno pozitivno, pa tudi verjetno negativno kritiko, tako da če je nas zdaj slišal, ne, potem je to v bistvu en tak lep namig tudi za Alfija, ne. In jaz mislim, da bi bilo to sodelovanje odlično. In zanimivo je, da je izbral moškega, ne. Ti bi pa pevko, zagotovo, ne, ker si Korost. Res je. Prebrala si me. Ja, res je. Jaz bi pevko. Jaz bom tek rekel, imam v sebi dejansko tudi to, torej, se pravi trio z pevcem pa pevko. Imam kar pri srcu, tako da zelo veliko te glasbe tudi preposlušam. Kaj pa vaši načrti za prihodnost? Preden zaključimo, je prav, da jih delimo z našimi gledalci. Naši načrti za prihodnost. Ostati pravi prijatelji še naprej, prava ekipa z pravo energijo, da nam bo zdravje služilo, pa se bomo imeli luštno v projektu, bodo sami prišli od sebe, en dan en namig, drugi ga nadgradi in nastane sigurno nek nov projekt, ki bo pa sigurno dober. Vsak mora biti dober. Točno to in veselimo se vaših projektov, morda še za konec kakšno sporočilo za naše gledalke in gledalce. Ja, ansambel Glas bomo z veseljem igrali za vas. Imejte se radi, saj življenje je samo eno. Tako lepo si to povedal, Ivan, da skoraj za konec nimam kaj dodati. Najlepša hvala za vašo odlično nocojšnjo družbo. Jaz upam, da še pridete. Imeli smo se dobro in lepo. Nadaljujte tako odlično. Za konec pa še ena taka lepa z naslovom Gasilec prostovoljc. Ena taka vesela polka, da udarno in veselo zaključimo. Mi bomo zdajle nazdravili na moj rojstni dan, itak so me izdali, pa še vam povem, in seveda bomo nazdravili ne le mojemu rojstnemu dnevu, ampak vsem vam, spoštovani gledalci in gledalke. Hvala za vašo pozornost, lepo se imejte, vidimo se spet v četrtek, z vami bo naš nasmejani Jure, do takrat pa pazite nase in lahko noč. Sem gasilec prostovoljc, imam brizgalo na Berkolc, kjer je ogen dim špricat vršni tim. Jaz gasilec sem ta prav, saj čelado imam na glav z obliko spiglano, zgledam za obrno. Če imaš doma gasilca mladega, vidno je prijazna topla postelja, prav zato le kadar
Kadar boš izbirala, vzela boš gasilca pravega. Sirena se oglasi, v hipu zberemo se vsi, gori sosednja vas, poveljnik da ukaz. Avto na vso moč divja, je sirena vključena, v hipu 1, 2, 3, že požara ni. Naš preljubi patron, to je svet Florian, njemu čast in slavo gasilski stan. Že 130 let smo gasilci mi, jubilej se zdaj slavi. Sem gasilec prostovoljc, imam brizgalo na perpolc, kjer je ogen dim špricat bršiti. Jaz gasilec sem ta prav, saj čelado imam na glav, z obleko speglano, zgledam za obrno. Naš preljubi patron, to je svet Florian, njemu čast in slavo gasilski stan. Že 130 let smo gasilci mi, jubilej se zdaj slavi. Že 130 let smo gasilci mi, jubilej se zdaj slavi.